En kratek razmislek o tem, zakaj molitev. Ja, Bog, ki se razodeva v Svetem pismu, je Bog, ki govori. On sam je tudi logos in logos je beseda. Bog sam je govoreč Bog in najprej govori sam, da tako lahko rečemo, v sebi, ker je en Bog, ampak trojstvo oseb, ki govori v sebi in potem, ko govori ven iz sebe, govori svet, svojo besedo. No, in s tem, ko Bog govori, s tem ustvarja in s tem ustvari svet, ki je določen z govorico. Zdaj pa v tem svetu pa Bog ustvari eno bitje prav kot neke vrste svojega partnerja, in to je človek. In človek je pa posebej človek, morda prav posebej zaradi tega, ker govori. To je ta podobnost z Bogom. In Bog govori človeku, se pogovarja s človekom. In seveda tudi človeka je ustvaril tako, da govori. In najprej morda, da človek govori nazaj Bogu. Morda je to sploh prvi smisel tega, zakaj sploh imamo govor, zakaj lahko govorimo. Da lahko govorimo, da lahko odgovorimo Bogu. In seveda tukaj pa že osnova molitve, a ne. Bog kot govoreče bitje, človek kot govoreče bitje, njun odnos kot odnos pogovora. Tukaj takoj vidimo, kje molitev pride not, a ne. In seveda tukaj bolj tako tudi vidimo, da molitev je najprej odgovor na Božjo besedo. Tak zelo svojevrsten, iskren, oseben odgovor na Božjo besedo, ki je dosegla človeka. In tukaj ven vidimo, da je molitev utemeljena v samem stvarstvu, samem osnovnem redu vesolja, kakor je ustvarjeno od živega govorečega Boga, je že noter vkomponirana molitev. In iz tega ven pa seveda se potem rojeva to, da človek prihaja pred Boga, da ga kliče, da se pogovarja z njim, da se mu zahvaljuje, da se mu tudi pritožuje. Tožba je del molitve, je tudi v Svetem pismu, imamo cele knjige, kot so žalostinke, velik del Jobove knjige, mnogi psalmi, je tudi tožba. Drugi psalmi hvalnice in druga besedila, ki hvalijo, slavijo Boga, se mu zahvaljujejo za njegovo dobroto, za vse te dobre stvari, ki jih Bog dela. In potem je pa še drug vidik, ki ga moramo razmisliti na kratko, je pa ta, da Bog je suveren. Ampak je v tej suverenosti tako zelo suveren, da se je suvereno odločil, da bo en del svojega načrta vezal na molitev svojih ljudi, na molitev svojega ljudstva. Na ta način nas Bog povablja k sebi, vase, v svoje načrte, da jih mi skupaj z njim oblikujemo mogoče, ali pa saj souresničujemo. Kot on je vodja načrta, on je alfa in omega, ampak mi smo tukaj noter v tej njegovi zgodbi. In zato pa moramo moliti in sami zase, in potem seveda še posebej potem kot skupnost, kjer smo 2 ali 3 zbrani, to je že seveda protoodsev te osnovne skupnosti, ki je Bog sam v sebi, ki je Sveta Trojica. In seveda potem kot skupnost molimo za svet. In tukaj tako je Bog postavil stvari, da to je ta tudi temeljno opravilo skupnosti, je najprej, da moli, da posreduje za svet in da s tem sodeluje pri Božjem odrešenskem načrtu. Se pravi, naša molitev je vpeta in v samo stvarjenje in v samo, kako naj rečem, napredovanje Božjega odrešenskega načrta proti svojemu cilju, ki je dopolnitev zgodovine, ki je čas, ko bo Bog vse v vsem. In tukaj vmes med stvarjenjem in koncem je pa naša molitev pride v prvi plan. Tukaj je ključna naša molitev, da molimo in sami in skupaj, molimo, redno, poglobljeno, posvečeno in da vemo, kaj delamo, ker to je zdaj potem ta
ta temeljna poklicanost, kraljevo duhovništvo vseh verujočih, vseh, ki so v Kristusu, vseh, ki so novorojeni, vseh, ki so Božji otroci. Ja, je točno to, da posredujemo pred Bogom, da molimo in da sodelujemo pri Božjih načrtih, ki so drugače skriti od začetka sveta. Mi pa v njih vstopamo po Božji besedi in po Svetem duhu.